Dobar dan. Dragi otroci, udeleženci počitnic na drugih, dragi starši, babice, detki, glede na količino pravi mali šok za nas, nismo vas toliko pričakovali, saj jaz osebno ne. Današnje srečanje, zaključno srečanje počitnic na drugih, ki so trajali 5 dni, sodelovalo je 88 otrok v 7 različnih delavnicah. Današnji program je narejen na ta način, da se bo vsaka delavnica na kratko predstavila. Bila je zaključno srečanje namenjeno predvsem tem, da bi tudi otroci v drugih delavnicah videli, kaj se je dogajalo v ostalih, za svojo vedo, za ostale pa v glavnem ne. Delavnice se bodo predstavljale, to je predvsem informacija za otroke po abecednem vrstnem redu, kar pomeni, da bo najprej na vrsti biologija, pa potem fizika, pa francoščina, kemija, gledališče in tako naprej, oziroma musical, in potem še računalništvo, zgodovina in geografija. Po kratki predstavitvi vas prosim, da počakate tisti, ki boste predstavili delavnico tukaj na odru. Pridružil sem bo vaš mentor in potem se bo delavnica zamenjala, pa brez skrbi, jaz vas bom poklical, tako da nikar ne skrbite. Na nek način bi se rad ob tej priložnosti, moram se, zato ker je bilo zelo lepo in plemenito dejanje, zahvala Novi kreditni banki Maribor, ki je znotraj teh počitnic na drugi sofinancirala počitnice na drugi za 10 otrok, in pa drugi gimnaziji Maribor, ki je dodatno prispevala še za vse tiste, ki so se prijavili, oziroma kateri predlogi so prišli iz osnovnih šol. Zdaj pa, ker je vroče, da ne bom predolg, najprej povabilo ravnatelju, magistru Ivanu Lorenčiču, če nas pregovori stavek ali dva, ravnatelj, prosim. Dobar dan, na zaključku srečali smo se prvi dan. Moram reči, da sem zelo presenečen, da je takšen obisk. Pričakovali smo, da prije samo otroci, pa kakšna babica, pa kakšna mama, pa zdaj prvi dan prijatelji. Polnotovo se čez 220. Očitno so počitnice dosegle svoj namen za interes otrok, staršev. Začeli smo pa to pred 3 leti čisto nedolžno, zakaj ne bi probali, če bi otroke povabili na šolo. Pa nekdo rekel, kdo bo šel na počitnice na drugo gimnazijo, vse šola je šola, čim prej se znebiti. Ko smo pa začeli s prvimi delavnicami, Helena pa Vesna sta začeli to in zdaj pa to seveda šlo zelo daleč. Sam sem bil na teh delavnicah in mislim, da je bil namen dosežen, ker toliko sem v šolstvu, da vidim, kaj naj gledam, kaj se tu dogaja. Torej, to ni bila klasična šola, ni bil klasični pouk, bile so res počitnice. Tisto, kar je bilo pa najbolj v oči, da odpadlo, je pa to, da smo pri vas zbudili pozornost, predvsem pa zanimanje. Zelo ste bili radovedni, ker sem bil na posod, zelo ste bili radovedni in to je tisto, kar je najbolj mogoče pomembno na takšnih delavnicah. Včasih šoli to ni mogoče, ker je program takšen, tu se pa zbudi radovednost. Radovednost zato, da spoznate nekaj novega, pri tem smo vam seveda pomagali tudi zelo dosti mentori, malo so vam pa dali tudi prostega časa, v sredo, da ste šli na kopanje. Tako da, lep teden je za vami, tudi za nami, z vami vred smo se učili, ne delamo z vami, osnovno šolci, ampak izkušnja je dobra in bilo je krasno, bili ste krasni otroci in upam, da nekateri prijete še drugo leto na počitnice, za nekatere upamo, da drugo leto že pridejo potem čez 1 leto k nam na šolo, ne več na počitnice, ampak k pouku, za ene pa gre kasneje. Kakorkoli, bilo je lepo z vami, hvala mentorjem, pa staršem, ki so vas podprli, hvala staršem za koordinacijo, zdaj pa res, ko greste, zdaj pa res idete na počitnice. Na oder vseh 17 otrok, oziroma 16, se danes tukaj, iz biologije. Pridite, predstavite se. Najprej se vam bomo predstavili biologi. Predstavili vam bomo različne delavnice, ki so se nam zdele najbolj zanimive in različni poizkusi.
Najprej bomo predstavili preučevanje vedenja kletnih prašičkov. Kletni prašiček se imenuje tudi drugače kočič. Vidimo ga na sliki, je pa vrsta raka enakonožcem in so eni izmed tretjih kopenskih rakov. Preučevali smo vedenje kletnih prašičkov pri naslednjih dejavnikih: temperaturi, svetlobi in vlagi. Pri prvi sliki vidimo, kako je izgledal poizkus, pri drugi pa vidimo, kako je izgledalo od blizu. Ugotovili pa smo, da kletnim prašičkom najbolj ugaja temno, vlažno in hladno okolje. Ukvarjali smo se tudi z bakterijami. Najprej smo se naučili delati sterilno, nato pa smo preučevali, kako različna sredstva zavirajo rast bakterij. Na sliki je primer tega poskusa, tukaj pa je tudi resnični poskus, na katerem smo mi delali. Naslednja je SIPA, kraljica kamuflaže. Citirali smo tudi SIPO. SIPA je glavonožec in zraven glavonožcev spada tudi ligen in hobotnica. Spoznali smo tudi zunanjo in notranji del SIPE in ja, to je to. Kamuflažo omogočajo posebne celice z barvilom, ki se imenujejo kromatofore. Namen kamuflaže je zaščita pred plenilci in hkrati plenjenje. SIPA je namreč plenilec, plenjenje ji omogočata dve posebni prilagoditvi, priseski in papagajev klon. Naslednja je bila transpiracija. Transpiracija je izhlapivanje vode iz rastline. V največji meri poteka preko listnih rež. Preučevali smo jo s fotometrom na rastlini lovorikovec. Spremljali smo učinek vetra in svetlobe na nivo transpiracije. Naslednja je bila fotosinteza. V našem poskusu smo preučevali vpliv moči svetlobe in na hitrost fotosinteze. Tu smo počeli s pomočjo vodne rastline, ki smo jo potopili v raztopino natrijevega hidrogenkarbonata, jo osvetljevali pri različnih razdaljah od svetilke, ob tem šteli količino mehurčkov kisika, ki so izhajali iz rastline. Ugotovili smo, da je hitrost fotosinteze večja, čim večja je jakost svetlobe. Učili smo se tudi o kromosomih. Kromosomi so molekule DNA, ki so priključene na posebne beljakovine. Ugotovili so, kakšno imajo zgradbo in obliko. Različni organizmi imajo različno število kromosomov, tako pa imajo tudi različno število kromosomov različne celice, kot so spolne, ki imajo haploidno število kromosomov in telesne celice, ki imajo diploidno število kromosomov. Ljudje imamo haploidno število celic 23 in diploidno število celic 46. Seznanili smo se tudi z različnimi tipi kromosomskih in genomskih mutacij. Kromosomske mutacije so takrat, ko se spremeni kromosom, genomske pa takrat, ko se spremeni število kromosomov. Ob vsem tem smo spoznali tudi kariogram. To je urejena slika kromosomov posameznika in s pomočjo papirnatih modelov izdelali kariogram zdravega človeka in človeka z Downovim sindromom. Nismo pa pozabili niti na elektromiogram. Elektromiogram je naprava, s katero merimo električno dejavnost mišic. Poznamo pa tudi elektrokariogram, s katerim merimo električno dejavnost srca. Merili smo električno aktivnost pri žvečenju žvečilnega gumija in korenčka in prišli do rezultatov, da več energije porabimo pri žvečenju korenčka, kot lahko vidite tudi na sliki.
Hvala. Jaz bi rad povabil zdaj na oder vse otroke, ki so bili v biološki delavnici. Prosim, če pridete na oder. Biološka. Prosim bi tudi ravnatelja, kolegici profesor Hojnekovo in profesor Richterjevo. Podelili bom namreč priznanja vsem, ki so sodelovali. Vsi so se zdaj na moj hrbet, tako da ne gledite. Kaj bliže pridite na sredino, da zvedimo, ne bo nič narobe. Jaz predlagam zaradi časovne omejitve, da zaploskamo pol fejs močno vsem skupaj. Zdaj bi pa bomo vas močno vse. Zdaj pa bi najprej Klara Beton. Robin Marn, Bernard Belec, Tilen Gavor, Filip Ferk, Katarina Vidovič, Sergeja Bauman, Lena Cof, Gašper Drev, Andres Mrijente Beran, upam, da sem prav prebral, Andres. Hvala, prijazen si. Maksimilijan Marko, Lara Smogao Cestar, Melisa Zelenik, Kristina Vohl, Tim Furman, Dora Kajzer in očitno še ena, Lara Kovačič. In vami na odrej fiziko. Lepo pozdravljeni tudi v našem imenu. Torej, mi smo bili ta teden na delavnicah iz fizike in smo se osredotočili na svetlobo. Spoznali smo radijske valove, ki pač imajo najdaljši razmik med valovi. Tukaj lahko vidite radio. Mikrovalove na sliki lahko vidite Wi-Fi, pač Wi-Fi strežnik in infrardečo svetlobo, ki jo uporabljajo daljinci in podobne naprave za podajo signala. Tukaj lahko vidite sliko posneto z infrardečo kamero. Ultraviolična svetloba. Tu smo izvedli en poskus, pri katerem smo pač preizkušali naše očala, če dovolj dobro zavarujejo naše oči. Pogovarjali smo se tudi o rentgenski svetlobi, gama sevanju in vidni svetlobi. Obravnali smo tudi spekter elektromagnetnega valovanja in pa tudi valovanje vseh valov. Potem obravnali smo posebej tudi spekter svetlobe, pomagali smo pa se tudi z spektrometrom in na sliki je prikazan spekter vodika. Govorili smo pa tudi o hitrosti svetlobe, ki pa je 300 milijonov metrov na sekundo v vakuumu.
Tukaj pa vidimo poskus, ki smo ga izvedli z mikrovalovi in s pomočjo rezultatov smo potem tudi izračunali in pa preverili hitrost svetlobe. Lastnosti svetlobe so tudi lom in odboj in na tej sliki vidimo oboje. Uklon svetlobe, ki je na oni sliki, obznavali smo tudi interference svetlobe. Tukaj lahko vidite poskus preslikave leč. Uporabili smo luč na eni strani, ki je šla skozi lupo in se obrnjena prišla na drugi strani. Tu smo uporabili glavne 3 barve v našem spektru, zeleno, rdečo in modro, kar so drugačne barve kot slikanje s temperami. In tukaj smo poskušali, kako delujejo LED diode. Poskušali smo tudi ustvariti našo belo s pomočjo modre ter fluorescenčne barve. Tukaj smo tudi merili, koliko energije porabi katera žarnica, upornik ni žarnica, to je ta šteje upor. Dobili smo rezultate, da LED dioda ne dobi toliko, da porabi veliko manj energije. Na konec pa bi se radi samo še zahvalili našemu učitelju Markotu Jagodiču. Dr. Marko Jagodič, ravnatelj, prosim, če prijete bliže. Lan Slevčnikar. Lan ima še eno posebnost. Edini med vsemi 88. Lan, koliko si ti na početnicah na drugi? Druga gimnazija danes za takšno stran spodarja eno priložnostno darilo. Upam, da boš to malce čim večkrat nosil, da boš reklamo delal, veš. Mark Kamenšek Šiško. Jure Kramberger. Luka Korotaj. In pa Ana Markič, kot je dela punca med fiziko. Hvala lepa, lahko sledite in kar na odru šličem francoščino. Kje ste Francozi? 5-dnevni. Stavite mikrofon? Ja, prav. Bonjour, je m'appelle Alaina. Comment ça va? Ça va bien? Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Quelle est ta couleur préférée? Rouge, et toi? Violet. Au revoir. Vsi smo razumeli, ne? Takole, na odr vabim kolegico, profesorico Marijo Ren, Rasimanama Virtič, mentorico in pa ravnatelja, Katarina Kante, Ajda Augustinovič, Tamara Dosil, Alena Skenderi in pa Eva Pev. Naši francozine so kot pravi francozi, drugi niste vabljeni, ampak francozi imajo še pol after party, imajo še en žur kasneje, ne? Lepo prosim, kemija, če pride. Kemiki. Uj, miza.
kemiji smo preučevali barvila. Spoznali smo različne metode ločevanja barvil. Naredili smo kromatografijo živilskih barvil ter preučevali topnost barvil s pomočjo brivske pene. Ekstrahirali smo arome iz olupkov pomaranč. Nato smo s titracijo določili koncentracijo kislin v pomarančnem soku. Ponovili smo lastnosti kislin in baz ter spoznali različne indikatorje. Različni kovinski kationi gorijo za različno barvo plamena. In ja, spet smo pri barvah. Gorelo, bliskalo in izkretalo se je in predvsem dimilo, kar ste lahko danes tudi slišali. In da bomo šli v poletje pripravljeni, smo pripravili in poskrbeli za mazilo za ustnice. Sestavine, ki smo jih uporabili, so naravnega izvora. Lanolin, kakavovo maslo, ricinusovo olje in čebelji vosek. Za lepši videz smo dodali pigmente. Kot vidimo, so barve zastopane povsod okrog nas in vidimo, da je kemija zelo barvita. V duhu druge gimnazije, ki pa jo vidimo tudi kot zelo glasbeno šolo, pa smo hoteli tudi pokazati drugo stran kemiko in sicer z eno pesmijo, ki govori ravno o tem, s čemer smo se ukvarjali, o barvah. Kaj je to, labela slučajno? Upamo, da vas barva ne bo prestrašila, to so samo naravna barvila, zagotovo bo pa pač prijela za nausnice, tako da nič se bat kar uporabiti. Prosim ravnatelja, če pride na oder, profesorica Anita Mistač, profesorica Leonida Sredinšek. Vi samo razdelite brez pregled, da bomo počakali. Kemiki se pa nekaj dosti ne. Vi lahko delali tako vsake počitnice in mi to prodajali, bi bilo lažje, kaj vrati? Dodatni šef druge gimnazije.
Pa in pride zdaj k meni, prosim. Tom Lebar, Lasbacher, je že uspel. Tom, kje si? Žiga Bele. Zdaj je Rečnik. Vid Tement. Tinkara Drstenšek. Kaj je glih? Aha, je še na delu. Časko Tinkara, še v službi Gabriela Brodnjak. Gabriela tudi, še v akciji, potem Eva Zavec. Eva, mislim, da je si. Ne, je danes. Blaž Režonjev. Eva Zajdrit. Eva Marija Kostanjevec. Tilen Sernc. Maša Kneževič. Darjo Petrovič Tampar. In pa Gabriela Brodnjak, še enkrat, prosim, če prideš, ne, tu mislim, da je Gabriela da službi. Špela, ne? Tinkara, zdaj, če poprosti. Še en aplauz za Kemike, prosim. In zdaj se bo treba malo umakniti, kajti na vrsti je musical.
Oh, why grab it? Speak English. I don't understand the meaning of half those long words. What's more, I don't believe in you either. I'm older than you and must know better. What I was going to say, the best thing to get a job would be a highway. What is a Caucus race? Why do you guys go to church today? To do it. How could they try again? Sit down, all of you, and listen to me. I'll soon make you try now. And go! Right hand! Just go, 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 go! And left hand! No, the other leg! And right foot! Go, go, go! Left foot! And just shake it off. That's it. So, how do you know, my dear? As fast as ever. In that case, I move that the meeting adjourn for the immediate adoption of more energetic rankings. Speak English! I don't understand the meaning of half of those long words. And what's more, I don't believe you do either. I'm older than you and must know better. What I was going to say was that the best way to get a job again would be a Caucus race. And what is a Caucus race? Why, the best way to explain it is to do it. Let's get try again. Sit down, all of you, and listen to me. I'll still make you try. And go, 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 go! Right hand! No, the other right, left! Go, 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 go! Right foot, left foot, take it off! How are you getting it now, my dear? As flat as ever. In that case, I move that the meeting adjourn for the immediate adoption of more energetic remedies. Speak English. I don't know the meaning of half of those long words. And what's more, I don't believe in you either. I'm older than you and must know that. What I was going to say was that the best way to get a strike would be a Caucus race. What is a Caucus race? Why, the best way to explain it is to do it. How do we try again? Sit down, all of you, and listen to me. I'll soon make you try. And go! Right hand! No, the other right. Left hand. Go, go, go! And right foot, left foot, and shake it off. How are you getting on now, my dear? As flat as ever. In that case, I move that the meeting adjourn for the immediate adoption of more energetic
remedies. Speak English. I don't know the meaning of all those long words. And what's more, I don't believe you do either. I'm older than you and must know better. What I was going to say was that the best thing to get a try again would be a caucus race. What is a caucus race? Why, the best way to explain it is to do it. I'll take you. I can. Sit down, all of you, and listen to me. I will soon make you dry now. And go, so fun. Go, go, go. No, go, pick it up. How are you feeling now? As wet as ever. In that case, I would be in danger in the immediate of production. Where did you find this? Speak English. I don't know the meaning of half of those long words. And what's more, I don't believe you do either. I'm older than you and must know better. What I was going to say was the best way to get us right would be a caucus race. What is a caucus race? Why, the best way to explain it is to do it. How to get dry again? Sit down, all of you, and listen to me. I should make you dry now. And go! Right hand! Go, 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 go! And left hand! And go, go! And right foot! Go! And left foot! And shake it off! Over again, come down. As well as ever. In that case, I move that the meeting adjourned for the immediate adoption of more energetic remedies. Speak English! I don't know the meaning of half those long words. And what's more, I don't believe you do either. I'm older than you and must know better. What I was going to say was that the best way to get us dry again would be a caucus race. What is a caucus race? Why, the best way to explain it is to do it.
nastopajoči English Student Theatre druge gimnazije je očitno dobil svoj English Student Theatre Junior v 3 dneh pa pol. Prosim bi ravnatelje, če pride na oder znano slovensko pevko Bilbi, drugače umetniški vodja English Student Theatre druge gimnazije, Maja Pikler-Stremecki. Drugi mentor, režiser predstav English Student Theatre druge gimnazije Maribor Matjaž Latin. Meni moram jaz k vam, ne? Ne gre drugače, samo pa jaz centru, pa nisem gotovo videti. Katarina Veš. Luka Imperl. Urška Šumar. Pija Križan. Ja, nismo povedali mogoče, ne? Vsi v delavnicah iz muzikla dobijo Tonija. Vsi v delavnicah francoščine so dobili Descartesa. Vsi pri fiziki so dobili Newtona. In vsi pri kemiji so dobili Mendeleja. Celo še več, če boste pogledali na njihovo priznanje, boste ugotovili, da imajo nov znak kemijski, DG. Za tiste, ki ne veste, da obstajajo, to je druga gimnazija. Sem vedel, da ne veste. In biologi smo še pozabili, ne? Biologi pa imate Mendeleja, če sem zbral Darwina, kak sem zdaj to zgrešal. Mendeleja ima kemiki, se različuje. Nika Lesja. Ana Celovšek. Brina Zupanc. Matija Šmit. Lana Pavšič. Lara Majč. Amadeja Rek. Ne, to ni vse. Lara Rečnik. Julija Letnik. Teja Vrdnik. Laji Lampe. Lina Budja. Lucija Buras. Anja Markuš. Taja Štros. Ema Rauter. Pika Drzvenšek. Ema Tomašek. Eva Tomašek, pardon. Eva Prosti. Brina Venčur. Eva Štruc. Kjara Zajko. Lea Roj. In pa Tinkara Vegovar. Hvala Ljubitelj. In predlagam, da zamenjate mesto za informatika računalništvo. Informatika, pridite.
želim k računalništvu. In že takoj prvi dan smo si ustvarili svoj Google račun. Pri informatiki smo vse, kar smo delali, želeli shraniti nekam, zato smo si naredili svojo spletno stran, na kateri imamo fotografije. In druge izdelke, kot na primer 360-stopinjske fotografije. To je šola. Potem slike iz zraka, ki smo jih posneli z kvadrokopterjem. Ter še druge videe in pa Google zemljevide. Jaz sem naredil Google zemljevid in sicer sem šel okoli šole ter poslikal zunanjost, ter potem to označil na Google Maps, dal točke ter dal slike zraven. Za komunikacijo smo uporabljali 3 programe. Prvi je bil pač Hangouts, potem Padlet in TeamViewer. S TeamViewerom smo si pomagali deliti zaslon, tako da smo tudi povedali, kaj delamo. Z Padletom smo uporabili kot neki zid ali forum, na kateri smo delali gori linke za lažjo dostopnost. Preko Hangouts pa smo se pač pogovarjali. Preden smo začeli delati, smo naredili tudi plan dela, na katerem smo se odločili, kaj bo kdo delal, ter nam je tudi naš mentor Mirko Pešec povedal, kaj pač naj delamo. Torej, vse spletne povezave, ki smo jih mi uporabili, smo zapisali na tej strani, torej tukaj so. Pisali smo jih pa z razlogom, da bi jih lahko potem ogledali tudi pozneje, kar pomeni doma. Vsak si je tudi naredil svojo spletno stran. Jaz sem naredil svojo spletno stran in na njo objavljamo 360-stopinjsko fotografijo. Na njo smo objavljali tudi videe, YouTube, slike. Po dnevnik smo razporedili po dnevih lepo, ter kaj smo vsak dan delali, smo tudi dobili linke, povezave, kako se naučiti in tako dalje. Smo tudi, kako se logotip naredi, ter v glavnem smo urejali naše spletne strani, naredili vizitko, in to je vse. Hvala. Najprej prosim, profesor Mirko Pešec, prosim, če prideš bliže. Prihaja mentor skupine računalništva. V skupini so bili, njim gre, skupina dobi virtualčka za najspletnika. Vito Vernik. Luka Pečar. Primož Perko. Brin Rauter. Marko Hrivniček. Lana Filipančič. Niko Kedil.
Tijan Strmšek, Jure Zajfeld, Aljaž Majcenovič in pa Zoja Čurin. Hvala lepa, otroci, naslednjo današnjo in še zadnja skupina zgodovina geografija. Kje ste, pridite? On ne sodi med otroke. Jaz sem mentor. Ti se tu posadite, ne vem, zakaj se vsi postavijo tu zadajo. No, naša skupina, zgodovina geografija, je pripravila predstavitev, ki sodeč po generalki traja 50 sekund. Upal sem, da bomo na ta način dobili nagrado za najkrajšo predstavitev, ampak so nas Francozi premagali, tako da to je izgubljeno, ta bitka. Skratka, naša ideja je bila, da bi v teh počinnicah na drugi razkrili nekaj največjih skrivnosti zgodovine in geografije. To sem si jaz napisal, katere so, oziroma kako gre povedati. Tako je. Prva je, kaj je mislil Krištof Kolumb v svojem dnevniku, ko je napisal, da vidi v daljavi neke luči? Krasničke, sigurno si domorodec peče grill. NLP. Nima grede, nijamo pojma, kaj bilo. To so bila odgibanja, kaj bi lahko bilo. Rekonstruirali smo obisk Adolfa Hitlerja v Mariboru. Tisti spodaj je šofer. Razkrivali smo veliko skrivnost zakopane vikinške ladje. To so vikingi, ne kažejo Oslo. Zakaj je ladja zakopana, ne vemo. Nazaj gor. Potem smo se odločili, da bomo obogateli z iskanjem zlata v nanosih Drave. Sami presodite, če je uspelo. Čudež, ne Zrno komaj vidiš s prostim očesom, ampak je tam nekje notri. Kaj da povem, kaj boš gledal? In skrivnost, kako nastane tornado. Profesor je Tonija Klisek, ki je pokrival zgodovino, še profesorica Anja Sovič, ki je pokrivala geografijo, Ivana Kocutar, seveda dobijo Kolumba. Kolumba dobi tudi Juš Kocutar. Pa Javorka Vlaška Belec. Maksim Belec. Andraž Zigrl, Niko Kovačič, Nataša Srnc, Hanna Redinek in pa Luka Vrhovnik. Jaz je pa prosil, da na oder pridejo vsi mentori delavnic. Za sekundo, Anja, ne mi pobegi, Tonija, ostani tu. Maja, Matjaž, Helena, Vesna, Leonida, Mirko, Orjelenci tu,
Kdo nam še manjka? Manjka nam še 3 športniki, ki so danes službeno v Ljubljani in štrajkajo današnjo prireditev. Takole, dragi otroci, dragi starši, ekipa, ki je ta teden organizirala, skrbela za vas in mi srčno upamo, da vam je bilo z nami prijetno in da se še kdaj vrnete na drugo gimnazijo, na takšne ali zagotovo drugo leto tudi malo drugačne počitnice se od vas poslavljam. Hvala vam, bilo izjemno prijetno ta teden z vami. Hvala na svidenju, upam, da se vidimo drugo leto.